Dobro jutro. Danes je eno tako hladno jutro, ampak sončno, baje se bo ful lepo toplil in nisem mogel, da ne bi izkoristil, da grem na teren. In mojo pot danes začenjam v Domžalah, kjer začenjamo z eno tako luštno macesnovo hiško v sivi barvi, ker je oljena, in vam jo bom majčkeno kasneje tudi podrobno predstavil. Evo, skratka, posebnost te hiške je, da je oljena v sivo barvo. In dobra stvar oljenja, sploh v sivo, je to, da v bistvu les ne bo posivel oziroma bo sivina skrita spodaj, kar pomeni, da imamo že v štartu tisto ten, ki si ga želimo in ne rabimo čakati leta, da macesen naredi svoj pigment. Mogoče majčkena slaba stran je pa to, da se čez nekaj let da je potrebno to olje obnoviti, se pravi vsake toliko časa namazati, ko siva barva zbledi. Je pa možno pigmentirati tudi v druge pigmente, se pravi v druge barve, zato da se res probamo čim bolj prilagoditi dizajnu vrta. Evo, ima pa tale hiška tukaj zgori, vidite tudi solarni panelček za namene razsvetljave noter, toliko da ni treba od hiše vleči kabla pa se še s tem ukvarjati, pa imate še vsem po noč, ko pridete v hiško svetlobo. Evo, in ne boste verjeli, tukaj za mano pri sosedih je ena skoraj čist ista kubi hiška, mislim, da smo jo 3-4 leta nazaj delali, tudi je oljena v sivo. Evo, vam pokažem. Evo jo. Takole. Evo, zdaj bo. V glavnem, šibam naprej, grem v Ljubljano, potem grem še v Višnjo goro, v Grosuplje, v Zbilje, oziroma na Zbilje, tako da bo še pester dan. Ostanite z mano. No, evo, zdaj sem pa v Ljubljani, na enem izredno lepem vrtu in tukaj za mano, ne boste verjeli, je kubi hiška. Ta kubi hiška v resnici razbije tisto monotono, betonsko arhitekturo, ki smo jo navajeni v Ljubljani. In tudi ta hiša je tukaj ima zraven ful modern, ful lep prizidek, ampak je tudi zidana, narejena je s klasičnim ometom. In ravno kubi hiška naredi majčkeno tega lesenega pridiha, da doda tisto novo barvo, če je trava zelena, če je hiša svetlo siva, da je kubi hiška rjavkasta lesena in s tem v bistvu dodamo les na vrtu, katerega lastnik je dejansko hobi mizar. In zraven te kubi hiške v garaži je noter mizarska delavnica. Zdajle sem pa na obrobju Ljubljane, sonček je že prijetno topel. In tukaj imam eno ful posebno stvar, ki se ne zgodi prav velikokrat. Glejte tole. Imamo eno kubi hiško, drugo kubi hiško, pa še tretjo kubi hiško. In zanimivo je to, da se je vsak izmed sosedov za nakup kubi hiške odločil zato, ker je videl pri sosedu toliko hudo vrtno hiško. In tako da smo se za vsakim dogovarjali individualno, ampak so se med sabo zelo podobne. No in to je recimo velikost 3x2, v katero praktično spravite vse, kar rabite, ne vem, za 4-člansko družino. Noter grejo kolesa, noter gre kosilnica, če damo noter police, lahko spravite noter tudi kakšne zimske gume. Ja, za kaj več je pa treba imeti večjo vrtno hiško. Je pa dobra lastnost prav tele kubi hiške to, da je v bistvu zelo standardizirana. Veliko smo že takih naredili, vsi tehnični detajli so rešeni, skratka ni kakšnih posebnih možnosti, da bi se z leti izdelek karkoli poškodoval. In zato, ker je standardizirana, je v bistvu cena zelo affordable. Če vas pa zanima konkretna cena, se pa lahko tudi na konfiguratorju malo poigrate, pa pridete do konkretne ponudbe praktično v 1 minuti. Evo, takole, šibam naprej
in sicer moja pot se nadaljuje v Grosuplje, ampak z vami bom še enkrat čez 2 tedna, ker se mi zdi, da je smiselno take lepe projekte razdeliti še na kakšen ločen vlog, zato da pridejo toliko bolj do izraza. In siguren je smiselno ta dan izkoristiti, zdaj kaj toliko lep, sončen, in se vam ponovno javim, obljubim. Zaenkrat pa hvala, da ste bili z mano, pa se vidimo. Hvala lepa, čau, čau.